lepo bi pozdravila vse prisotne in preden skušam na kratko povedati tisto, kar se mi zdi zelo bistveno, bi se rada vnaprej opravičila za morebitne jezikovne napake, prvo zaradi tega, ker nisem uspela nekega koncepta narediti, tako da bom skušala spontano formulirati svoje misli. Včeraj zvečer pozno sem dobila povabilo in danes je bil živ žal. Drugo pa tudi moj materin jezik je madžarščina, kar pomeni, da vse te jezikovne napake, ki jih boste zaznali, so pač iz tega naslova, ampak mislim, da je pomembno sporočilo. Tisto, kar delam dejansko že 2 leti, je spremljanje ne le dogajanje na tem področju, medicinskem področju, glede upravljanja s to epidemijo, ampak nekako čisto slučajno sem padla v ta zakonodajni del spremljanja. In moram opozoriti na eno stvar, pred katerim nas noben v politiki, v parlamentu ne bo zaščitil. Noben predvsem od tistih, ki so do zdaj sedeli v parlamentu, ampak tudi tisti ne, ki bodo od 24. aprila naprej sedeli. Gre namreč za to, da v teh dobrih 30 letih so nas vse politične stranke, vse politične opcije, ki so bile na oblasti, zadolžile do takšne mere, da so pravzaprav sedaj samo izvrševalci navodil in zahtev megakapitala. Kar pomeni to, kar bom zdaj povedala, je nekaj, kar lahko morda poskusimo ustaviti samo, če se med sabo povežemo, torej lahko ustaviti to samo ljudstvo. Na politike nikakor pri tem ne moramo računati. Gre namreč za to, da z ene strani morda to je bolj enostavno zapovedati, pa bi se lotila druge grožnje. Ta epidemija COVID-a je seveda bila od samega začetka vodena v nasprotju s temeljnimi aksiomi, s temeljnimi postulati epidemiološke stroke. In ne rabi biti človek epidemiolog, da bi vedel, da nič od teh ukrepov niso bile v skladu s stroko. Drugo, kar bi povedala, je to, da seveda zdaj analize kažejo na to, da marsikaj od tega, kar je ta megakapital, ki je preko WHO in politikov oziroma vodilnih politikov v večini držav sveta izvajalo, je zadovoljni z marsikaterim ukrepom, ki so bili uvedeni v tem času, so pa nekako najbolj nezadovoljni s tem, da nekatere države so se uprle masovnemu cepljenju. Torej, ene države so se zelo pridno pocepile, tudi do 90, tudi 100%. Nas pa, ki smo se, ne vem, nekoliko bolj informirali in tudi dopustili malo več zdravorazumske presoje, pa seveda so nas etiketirali za manj izobražene, za upornike brez razloga, etc. Nekaj takšnih držav je, hvala Bogu, je tudi naša med njimi. In seveda po zdaj teh novih analizah, tudi Bill Gates je izdal eno novo knjigo na to temo, analiza pač vodenja te epidemije, se ugotavljajo, da je največji neuspeh bil prav na področju cepljenja. Namreč oni so postavili kot cilj precepiti 100% svetskega prebivalstva. In zdaj bodo nove akcije, da tako rečem, usmerjene prav v to, ker jim je to najmanj uspelo. V tej smeri je von der Leyenova napovedala, da se bo v kratkem glasovalo o spremembi ene od rezolucij Evropske unije, katera je do sedaj dopuščala možnost, da država sama odloči o tem, ali bo uvedla obvezno cepljenje ali ne.
Po tej rezoluciji, ki bo zagotovo sprejeta, nažalost, bo cepljenje obvezno za vse države članice Evropske unije, če se bo vodstvo Evropske unije o tem odločilo. To je nekaj, kar je nedopustno. S tem se do konca potepta demokracija. To je nekaj, kar lahko pričakujemo v parih tednih. Drugo, kar pa ima daljšo zgodovino, pa bom začela od samega začetka, morda zato, da bi bilo bolj razumljivo. WHO oziroma Svetovna zdravstvena organizacija je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni in je bila izrazito neprofitno orientirana organizacija z namenom, da zbira podatke o nalezljivih boleznih iz celega sveta in da z ekipo svojih strokovnjakov predstavlja neko strokovno telo, s katerim se bodo lahko države posvetovale v primeru pojava epidemije ali pandemije. In to je funkcioniralo nekaj časa, dokler seveda ta neoliberalni kapitalizem ni vstopil tudi v WHO. In zadnjih 30 let je pa ta organizacija zmeraj bolj izgubljala ta status neprofitne organizacije. Namreč približno 2/3 finančnih sredstev dobijajo od privatnih investitorjev, torej predstavnikov megakapitala. Večinski investitorji so tudi direktno ali pa indirektno izhajajo iz farmacevtske industrije. Posledično WHO zmeraj manj ali pa sploh ne več zagovarja ukrepe, ki bi bile usmerjene v zaščito zdravja prebivalstva, temveč zmeraj bolj sledi interesom svojih investitorjev. Zaradi tega menim, da kot takšna pravzaprav ne bi več smela imeti nobene vloge v našem življenju. To pa, kar se zdaj dogaja in bo dejansko največja grožnja za preživetje nas, naših najbližjih, družbe in civilizacije takšne, kot jo poznamo, je prav to, kar WHO sedaj pripravlja. Celo urnik sprememb je zelo skrajšal. Je bilo predvideno, da bo v izvedbo stopilo leta 2024, zdaj so pospešili ta dogovarjanja tako, da je že jeseni za pričakovati, da bodo uvedli to, kar imajo namen. Kaj imajo namen narediti? Dejansko že nekaj let spreminjajo definicije, po katerih, seveda brez kakršnega koli strokovnega konsenza, brez kakršnega koli strokovnega argumenta, čisto na podlagi zahteve in naročila pač investitorjev, po kateri nas te definicije, kdaj se sme proglasiti epidemija ali pa pandemija, ne ščitijo več pred zlorabami. Ta definicija se je spremenila 2009, en mesec pred pojavom prašičje gripe. Namreč pred tem je definicija, kdaj lahko WHO proglasi epidemijo ali pa pandemijo, je bila, da se lahko proglasi pri nalezljivi bolezni, ki se hitro širi, ki zajame več kontinentov, kjer je zbolevanje zelo visoko oziroma zelo veliko število izjemno hudo bolanih in kjer je smrtnost ekstremno visoka. In tudi v epidemiologiji je veljalo, da se to sme uporabljati samo za nalezljive bolezni z izrazito visoko smrtnostjo. To pomeni prva skupina nalezljivih bolezni, kjer sodijo kuga, ebola, druge hemoroidične mrzlice. Stopnja smrtnosti v temi boleznimi je nekje med 40 in 100%. 2009, en mesec pred pojavom prašičje gripe, je WHO spremenil definicijo in je ven vrgel iz definicije, da se sme razglasiti epidemija le v situaciji pri bolezni, ki je zelo veliko hudo bolanih in kjer je ekstremno visoka smrtnost. Kar pomeni, od tega časa naprej WHO lahko razglasi epidemijo ali pa pandemijo praktično za čist navadne, benigne
prehladne bolezni, ki itak imamo vsako jesensko, zimsko, pomladansko sezono. Druge dve definicije, ena se nanaša na čredno imunost, druga pa, oziroma tretja pa na definicijo cepiva, so se pa spremenili leta 2020 in leta 2021. S temi spremenjenimi definicijami so se odprla vrata vsem možnim zlorabam. Torej, nimamo prav niti enega argumenta, niti ene inštitucije, ki bi nas ščitila pred zlorabami tega megakapitala, ki pač deluje prek WHO. In glede na to, da so zelo nezadovoljni s tem, da v tem pandemijskem času niso uspeli precepiti tako visoko število prebivalstva, kot so načrtovali, zdaj imajo novo, bi rekli, strategijo, nov smicalico. Ja, res je. Ampak en nov projekt, ja, tak, ki ga imenuje, en nov projekt, ki so ga izjemno pospešili in to dogovarjanje in je en zelo zvit način tudi uveljavljanja tega, kar želijo. In sicer želijo prenesti nase z držav, nase pooblastilo, da odločajo o vseh ukrepih v primeru epidemij, pandemij, naravnih nesreč ali klimatskih sprememb. Kar pomeni, se lahko to razglasi kadarkoli. Do zdaj je WHO deloval kot posvetovalno telo in je država imela možnost upoštevati ali pa ne. Ne vidimo sicer, da je naša politična kandidatura zelo vesno sledila tem navodilom, ampak še zmeraj so lahko ene države se odločile za obvezno cepljenje, druge pa ne. S tem, kar zdaj WHO izvaja, pa bi to odločanje preneslo nase. Torej, bi se postavila nadsuverenost vseh držav članic. Torej, tudi če se naša zakonodaja, tudi če se naš zakon o nalezljivih bolezni nekako definira tako, da bi imelo neke varovalke, da nas ščiti, dejansko, če se WHO odloči, da se uvede obvezno ali pa celo prisilno cepljenje, se to postavi nad nacionalnimi zakoni, nad našo ustavo in niti Bog nas ne mora pred tem obvarovati. In to je nekaj, kar bo na žalost podpisala tudi naša bodoča vlada. Preprosto bo podpisala, kdorkoli bo izvoljen, zaradi tega, ker je v primežu megakapitala. In če želimo preživeti, se bomo morali kot ljudstvo organizirati in jasno reči ne. Namreč, če se to uveljavi, in možnost je 99, celo 99%, razen če se zares kot ljudstvo povežemo in postavimo proti, je, da bomo popolnoma obrazpravljeni kot posamezniki, kot družba in kot država. O naših usodah, o naših življenjih bo določal center v WHO-ju in ne bomo imeli možnosti nobenega ugovora. Kaj s tem izgubimo? Izgubimo vse svoje temeljne človekove pravice, izgubimo pravico odločati o svojem telesu in postanemo popolnoma brez imena, brezpravna biomasa na razpolago megakapitalu. To je nekaj, kar ne smemo dovoliti. To bo veleizdaja slovenskega naroda, kdorkoli bo podpisal, ampak nažalost na politike ne moramo vplivati. Lahko pa mi, kot družba, rečemo ne. Ker če tega ne naredimo, pa nas ni več. V bliski prihodnosti nas kot posameznike, kot družba ne bo več. Civilizacija, takšna kot jo poznamo, jo ne bo več. Žal mi je, da moram takšne informacije prenesti. Nisem noben teoretik zarote, spremljam samo zakonodajo, te 2 leti zelo intenzivno in vidim pravzaprav, da se tlakuje za vsak korak, ki se bolj uvede, se pravzaprav pred tem potihem, brez seznanja javnosti, sprejemajo zakonodaje, ki to omogočajo.
Hvala lepa. Glejte, izsled tega smo mi danes naredili zgodovinski korak, da smo začeli z podpisom te deklaracije, ki hvala elektronskim medijem in hvala tudi vam, da boste to povedali prijateljem, znancem, da se ta stvar podpisuje, ker drugače, kot zdaj že vsi vemo, pomeni to uničenje našega naroda. Tako da jaz sem prepričan, da je v slovenski krvi toliko življenja in moči, da bomo mi te kriminalce vrgli ven iz naše države. Prva stvar, ki je, bomo vrgli ven WHO. WHO je kriminalistična organizacija najširšega formata. In za zdravje naših ljudi bojo skrbeli naši zdravniki. Mi imamo dovolj sposobnih, inteligentnih zdravnikov, ki lahko skrbijo za naše zdravje. In to je tudi eden od, bi rekel, političnih imperativov veliko strank proti koronske fronte. Kot smo zdaj slišali, Svetovna zdravstvena organizacija v bistvu je v rokah Billa Gatesa in je antizdravje. To je antizdravje. A mi dovolite samo še dva stavka. Hotela sem povedati, da če politika ne bi ugrabila medicino, če ne bi zlorabila in uporabila za svoj podaljšek, bi znanje vseh zdravnikov, ki delujejo v Sloveniji, bilo uporabljeno v dobro ljudi. In jaz mislim, da bi družba to sploh opazila, bi zdravstvena stroka poskrbela za bolnike in da bi zadoščale in bolnišnične kapacitete in vse tisto, kar imamo na razpolago, brez teh lockdownov in brez teh silnih, agresivnih, omejujočih ukrepov. Problem je v tem bil, da zdravnikom je bila odvzeta strokovna avtonomija in dejansko niso smeli zdraviti po svoji presoji, ampak so morali samo slepo slediti navodilom. Kriminalna dejanja, dobro veste. Jaz zdaj vabim na oder Antona Komata, dr. Tomaža Mastnaka, Roka Zavrtanika in Gora za Korošca. Prosim, pridite vsi na oder, ker bomo vsi povedali par besed o knjigah, ki smo jih napisali v lanskem letošnjem letu. Bomo začeli kar od leve proti desni. Gospod Goraz Korošec, izvolite. Začnem za dober. Mikrofon. Mikrofon. Skratka, jaz predstavljam kot eden od avtorjev od založbe Logos knjigo Proti epidemije enoumija, humanistični pogledi na korona krizo, ki jo je sestavila 17 avtorjev, šla je konec novembra, na začetku novembra, konec oktobra, skratka, konec lanskega leta. Zdaj, to je seveda v bistvu druga knjiga, to moram poudariti, recimo druga protikoronska knjiga. Prva je bila Srečkotova, Korona skozi uči empirične znanosti, ali kako je točno naslov. To smo vsi spremljali, vsi smo vsekakor spremljali, kaj imajo kritični tudi naravoslovci zapovedati. To je bil potem malo pozneje naš odgovor tudi družboslovcev, ko smo tudi mi rekli, da moramo tudi misel uglasiti in nekaj povedati. Zdaj za knjigo je predvsem najbolj zaslužen vodja založbe Logos, Gorazd Kocijančič. On je v bistvu celo založil iz svojega lastnega žepa denar za tisk knjige, ker je dejansko
ni bilo založnika v tistem času, zato imamo tudi naslov proti epidemije enoumija, ni bilo založnika v Sloveniji, ki bi takrat hvalil takšno knjigo, ki nasprotuje uradni politiki vseh parlamentarnih strank in tako naprej, ki bi jo hotel izdati. In celo, ko je bila knjiga izdana, dali smo jo 150 izvodov od 450, smo prodali že pred naročilu, zanimanje je to precejšno, bralcev in publike. Dali smo jo tudi v elektronski obliki javno dostopno na internet, na straneh Kuzlogosa, tako da se lahko vsak pogledal ne dobijo, izkopo knjigarnah in kupil, ker pač menimo, da je kritično, da more takšno kritično stališče znanstvenikov, ki je zanimivo, večina od nas ni neposredno povezana z univerzo, smo nekakšni obštranci, recimo, celo najbolj znani med nami, kot so Branko Gradišnik, Tomaž Mastnak, Gorazd Kocijančič, recimo, en največjih slovenskih filozofov, prevajalec Platona, ni zaposlena na univerzi, recimo ravno univerza je tista, ki je veliko žal storila za uveljavljanje tega enoumija, covidnega enoumija in v podporo covidnemu režimu, kot v svoji knjigi zelo ustrezno imenuje Tomaž Mastnak, režim, pod katerega tiranijo živimo zadnji 2 leti. Tako da, tudi strani univerze smo imeli zelo malo odziva, smo se pa zbrali kritični intelektualci v tej knjigi, ki vendarle upamo nekaj povedati in nas, recimo, univerza bi svoje pripadnike napadla. Mi smo sicer iz univerze tudi nekaj odzivov, nekaj tudi pozitivnih, ampak recimo zelo malo nasplošno. Kljub temu je knjiga precej odmevala, že začela, v bistvu je bila tako, ideja je bila, da pač tudi mi, recimo Gorazda Kocijančiča, ko je dal poziv za avtorja, da moramo tudi mi nekaj povedati, da nekaj se je o tem že odvijalo prej polemike v sobotni prilogi, recimo v knjigo je vključen članek Matica Kocijančiča, ki nevarne knjige nevarno gorijo, ki je govoril o 2 intervjujih Karin Rižner in ko je Aleša, kaj že, Vse knjigi piše. Ja, no, isto ste, da. Skratka, o 2 cenzuriranih intervjujih na pač Radio Slovenija, en je bil biologinja magistrica Karin Rižner, ki je tudi vključena v knjigo, ki je dala intervju za radio, pa je bil potem cenzuriran. Skratka, Matic Kocijančič v tisti članek, ki je bil objavljen v sobotni prilogi, zelo umirjeno, ampak dobro argumentira v smer tega, da moramo ohraniti vsaj odprto javno razpravo o problemih covidnega režima, tega ukrepov, kaj se dogaja, koliko so upravičeni medicinsko in z drugih področji. No, kljub temu je ta članek že takrat doživel za strani naših dušebrižnikov in, kot pravijo, se imenujejo promotorji znanosti, kot so Saša Dolenc, pa ustrezni ljudje z fakultete FDV, napade, češ kako si drznemo to objavljati. Potem je uvodnik v knjigo je članek Kaj bi storil Sokrat Gorazda Kocijančiča, ki je v bistvu res mojstrovina, tudi filozofska, ki vprašanje o soočanju z nekim nevarnim virusom ali baje nevarnim virusom postavi v neravno brezčasno okolje, ampak recimo iz našega časa, v čas stare Grčije, ko so živeli recimo največji mislici, na katere se še danes opiramo pri študiju filozofije. In se sprašuje, kaj bi Sokrat storil v takšnem primeru. Sokratov odgovor bi seveda bil, glede na to, da ni nobenih dokazov, da bi res bila kaj strašno bolj nevarna od ostalih grip in prehladov, kot je rekla tudi zdravnica Biserka Ilin pred minuto, da torej, ker bolezen ni posebej nevarna, zdravniki počnejo tisto, kar je njihov posel, torej se ukvarjajo z zdravljenjem, ne smejo pa vplivati na življenje družbe, o tem, kako naj se družba organizira svoje vsakdanje
politično in ostalo skupno življenje, morajo odločati pač tisti, ki v političnem sistemu odločajo o tem, ker so bile tene takrat demokracija, je to pač pomenil državljani, skratka državljani sami. Ne? To je Sokratov odgovor, ki ga zelo dobro argumentira Gorazd Kocijančič. Potem so v knjigi ponatisnili tudi knjigo patra Karla Bržana, Drmilo slovenskemu narodu. Notor je še cel kup drugih avtorjev, od Urše Zabukovec do Jureta Jakoba, Jureta Buge, imamo celo prevod dveh srbskih in črnogorskih avtorjev, Miroslava Budoviča in Bojanović. In skratka, 17 avtorjev nas je obravnaval, tudi Branka Gradišnika, sem še etem pozabil imeti kot enega od avtorjev. Skratka, preberite si knjigo, je javno dostopna na internetu in dejansko kritično obravnava korona krizo z različnih vidikov. Jo povezuje tudi z konceptom velikega reseta, ki ga Davoški klub ali Svetovni ekonomski forum zadnje leta, pa ne celo leta, že desetletja, propagira in njihov vodja tega Davoškega kluba, Klaus Schwab, je celo izdal knjigo, v kateri pravi, da je COVID-19 nujno treba uporabiti kot priložnost za izpeljavo tega velikega reseta, v katerem že dolgo govorijo, pa do zdaj niso imeli primernih okoliščin, da ga izpeljajo. Zdaj, posebno jasno je, da se to dvoje povezuje, da dejansko pod krinko COVID-ne krize in COVID-nega režima izvajajo veliki reset svetovnega gospodarstva, vključno s tem, da kolikor govorijo o digitalizaciji in digitalnih valutah, z reformo svetovnega finančnega sistema. V zadnji, ko sem šel jaz v svoji malo širši analizi v tej knjigi, tudi je v bistvu tudi ekonomska in energetska kriza. En sistem se je iztekel, zdaj gre za okolje dražje energije. Sicer v nekem smislu to pomeni, da je proces tu, ki se je začel s tem COVID-nim režimom pred 2 letoma, v bistvu nepovraten, nikoli se verjetno ne bomo vrnili v svet, v katerem smo živeli pred tem. Pa rad poudaril, da to seveda nikakor ne pomeni, da se moramo odpovedati svojemu osnovnemu človeškemu dostojanstvu, tudi če bomo imeli nekaj manj pravic, in da moramo ustrajati absolutno na pravici svobodnega odločanja do cepljenja. Samo še k temu, kar je rekla pisarka Ilin, prej bi dodal eno zadevo, da vsekakor imamo zdaj neko svetovno vlado, ki jo predstavlja Svetovna zdravstvena organizacija. S tem, da seveda Svetovna zdravstvena organizacija nima mehanizmov, s katerimi bi lahko vlade prisilila. Problem je v tem, da dela Svetovna zdravstvena organizacija z roko v roki z mednarodnim denarnim skladom. Mednarodni denarni sklad pa seveda ima prek kreditne politike in tako naprej in monetarne politike, obresti in tako dalje, sredstvo, da izsiljuje prav vsako vlado na planetu. Recimo, izjemo Belorusije in Lukašenka, pa vemo, kaj se zdaj tam dogaja. In kaj se je tam dogajalo, po tistem, ko se je uprl in ni hotel upeljati COVID-nega režima, COVID-nih ukrepov. Hvala. Hvala. Glejte, čisto kratka replika, ne? To, kar je naredil Svetovni gospodarski forum v naši državi, pa vsem drugim državam, to je hudo kriminalno dejanje. Oni so zrušili, oni so zaprli vse države, da je ekonomija kolapsirala, potem so pa začeli posvojati nas, zato da zdaj mi moramo kupovati cepiva, da nas ubijajo. To je 3. svetovna vojna, ljudje. Jaz absolutno ne pristajam na obvezno ali neobvezno cepljenje. Cepljenje v Sloveniji je treba ukiniti, ker to cepljenje ni pomagalo niti enemu državljanu Republike Slovenije. Se razumemo? Niti enemu, ker ta cepiva niso naredila zato, da bi pomagala ljudem. Ta cepiva so narejena zato, da ljudje zbolevajo in umirajo. In to trda empirična znanost dokazuje neizpodbitno.
Ok. Doktor Tomaž Mastnak, prosim. Ja, hvala. Naj začnem tam, kjer je Gorazd končal. Urednik tega zbornika proti epidemiji enome je tudi soavtor te peticije, te deklaracije, ki smo danes podpisvali, tako da smo ga pozvali omeniti. In tlega ni, ker je odsoten, skratka, z nami je v duhu in z nami je bil v delu in v pripravah tega. In to svojo knjižico predstavil zelo na kratko, da nam bo Srečko spet penalo plačeval na koncu. Knjižica je, to ni knjiga, to mu te veliko. Knjižica išla je v zbirki pamflet in je pamflet. To je literarna forma, ki udarno se loteva nekega družbenega pa političnega problema. V tem primeru gre za covidni režim. Kot pamflet je knjižica zelo pocen, 3 evre, ampak je pa dostopna tudi na spletu, tako kot ta je tudi ta dostopna na spletu zastonj, tako da jo lahko poiščete, če bi vas zanimali. V knjižici dokazujem, da epidemija ni naravna nesreča, ampak da je epidemija družbeni konstrukt. Ukrepi, pod katerimi smo živeli, niso bili odgovor na epidemijo, ampak so to epidemijo ustvarili in oblikovali. Epidemija je bila, kar je bila, zaradi teh ukrepov, ne pa obratno. Niso bili ti ukrepi zaradi epidemije. In ti ukrepi so potem narekovali tudi naš odgovor na epidemijo in naše obnašanje med njo. Ta sistem ukrepov, ki so bili sprejeti, imenujem covidni režim, kar je naslov te knjižice. Govorim pa o ukrepih za upravljanje epidemije, ker gre dejansko za upravljanje epidemije, ne pa za boj proti epidemiji, pa za poskus, da se to epidemijo ustavi. Covidni režim, kot ta sistem ukrepov, ni ustavil širjenja bolezni. Ukrepi iz tega vidika niso bili uspešni, oziroma niso bili učinkoviti. Kljub temu je oblast vztrajala pri teh ukrepih, kljub temu, da je že zelo zgodaj postalo očitno, da ne delujejo, če z vidika na predpostavki, da bi naj varovali javno zdravje, kljub temu, da z tega vidika niso delovali, je oblast pri njih vztrajala. Če pa je vztrajala pri zdravstveno neuspešni politiki, ta politika ni mogla biti in ni zdravstvena politika. Če tako imenovana ukrepi za javno zdravje ne zagotavljajo zdravja, ti ukrepi niso zdravstveni ukrepi. Zdravstvena politika, se pravi politika, ki je do zdravja ljudi, do javnega zdravja, bi ljudi zdravila. Tle smo pa živeli 2 leti pod režimom, ki zdravljenja ni dovoljeval. Zdravljenje je bilo prepovedano. In še to ne rečem, da politika, ki bi bilo do zdravja prebivalstva, bi zdravstveni sistem krepila. Ti ukrepi pa so zdravstveni sistem obremenjevali, preobremenjevali in slabili in pripravljali pogoje za nadaljnjo demontažo in privatizacijo tega sistema pri nas. Ta politika ukrepov, ki je bila neuspešna pri obvladovanju epidemije, je bila pa zelo uspešna pri obvladovanju ljudi. Epidemija je postala sredstvo za spreminjanje družbe in če se sprašujemo potem, za kakšne spremembe gre, lahko zelo hitro govorimo, da so to destruktivne, uničevalne spremembe. Spremembe, ki uničujejo naše osebno, skupinsko in družbeno življenje in ki uničujejo družbo samo.
Vprašanje zdaj je seveda zato, zakaj je bila ta politika v tem pogledu tako uspešna, zakaj je toliko ljudi to destruktivno politiko sprejemalo. In eden od osnovnih odgovorov je, to je zelo kompleksno vprašanje, eden od osnovnih odgovorov je, da so nas 2 leti sistematično strašili in ustrahovali na vse mogoče načine. In vidimo tudi, to se zdaj ob vojni v Ukrajini še bolj pokazalo kot med samim covidnim režimom, da te globalistične elite vodijo proti nam kot prebivalstvu, kot svetovne prebivalstvu in kot prebivalstvu posameznih držav, vodijo proti nam kognitivno vojno. Skratka, gre za to, da nas poskušajo onesposobiti, da bi stvari percipirali takšne, kot so, in bili o njih sposobni samostojno razmišljati in bi postali vodljive živali. Tako kot pravi ta Harari, eden od svetovalcev preomenjenega Klausa Schwaba, ki je navdih naših golobistov, se pravi... Ta človek pride tako blizu nacizmu, kot je sploh mogoče. To je reinkarnacija nacizma danes, to, kar ta Harari razlaga. Golobov navdih in vzor, ja. Marsikoga, po vseh 90-ih. No? Pa marsikoga, v vseh Ja, sedanjih pozicije in ja. opozicije, ne? To je to, kar česar je mene strah, je to, da te stvari lahko delujejo, da jih ljudje sprejemajo. Skratka, to je en od dokazov, kako perfidna in kako uspešna je ta kognitivna vojna. Zdaj, zakaj je do vsega tega prišlo in zakaj je slovenska vlada to počela, kar je počela? In preprosto odgovor je to, in to je tudi potem komentar na naslov našega nocojšnjega srečanja. Naša vlada je to počela, ker je izvajala globalistična navodila, globalistični diktat. COVID je globalističen projekt oziroma globalistična operacija, ki vodi v smeri, ki jo je prej omenila dr. Ilin, k vzpostavljanju neizvoljene, nikomor odgovorne svetovne vlade. Stroka je v tem času dajala, nažalost, samo kritje globalistične operaciji, sledila je svetovnim trendom. To, če smo poslušali naše strokovnjake, tisti, ki gledate televizijo, in jaz se ne, ampak vse vem, kaj govorijo. Skratka, ti naši strokovnjaki so sami rekli, da sledijo svetovnim trendom. Ta njihova politika ni bila utemeljena na nobeni samostojni, neodvisni, strokovni in znanstveni raziskavi ali preiskavi. To z znanostjo in pri nas in v svetu se je zgodilo tako, da se je del znanosti prostituiral, oziroma so ga prostituirali, drugi del pa je bil utišan, oziroma je bila odzeta pravica do javnega nastopanja in nam vsem do javne razprave, s tem do informiranega odločanja o tem, kako bomo med epidemijo ravnali. Izkušnja s covidnim režimom kaže, da nimamo, glede na to, da je to globalistična operacija, da smo jo izvajali brez problemov, brez, kar se tiče politike in stroke, brez upora. Ta izkušnja nam kaže, da nimamo suverenosti, da Slovenija ne deluje kot suverena država in kaže, da je opozarja nas tudi na to, da je to suverenost treba ponovno pridobiti, če hočemo preživeti, ker danes dejansko gre za preživetje. Preživeli bomo samo, če bomo, kot smo že slišali, to so take besedne fraze, ki pač uporabljamo, ker so primerne. Preživeli bomo samo, če bomo prevzeli svojo usodo v svoje roke. In to bo dolgotrajen boj, ki se je v preteklih 2 letih šele začel. Hvala lepa.
Moje ime je Roko, zelo pisanje drugače, sem me povabil, sem počaščen, da sem tukaj. Mogoče še to, če smo se prej poklonili mrtvi, ne? Jaz občutim tudi zelo globoko spoštovanje do tistih živih in neustrašnih, tudi tisti, kot ste vi tule na odru, pa tudi številni, če tudi nič ne rečete, ker danes si treba biti skoraj že neustrašen, da si to, kar si človek. Srčen človek odgovarja temu, kar edino inteligentno življenje srčno bi moglo tudi po svojemu notranjemu jazu, srcu, duši, prednikom nikakor, pa ne temu, kar se nam bodo zumeli zdaj na zelo grobe načine in vse bolj prozorne načine siljenja. Da bi razumeli to, kar se dogaja, niti ni treba, da beremo literaturo ali pa novice zadnjih 2 let, pravzaprav, če že beremo Prešerna ali pa Kosodela pozorno natančno, bomo vedeli, kaj nam je narediti. In to so zelo dobro razumeli, recimo, partizani v letu 40-ih, pravzaprav že prej, ker ko je bila situacija zelo podobna. Nikoga ni bilo v parlamentu, vsi so se podpisali pod pismo Dučeju v Italiji, Soliniju, in kasneje Hitlerju. Cerkev je skoraj enoglasno podprla Hitlerja. Bili so sami. Bil je ena izjema, bil je Ivan Hribar, častitljivi 90-letnik, ki je šel iz tega dne v Ljubljanico, ko se je podpisal to pismo. Pa poglejte, neoboroženi, brez denarja so bili, pa še v gost so se samo izgnali, pa so zmagali. Zato, ker so razumeli moč najglobljega kozmosa, ki je, to pa moč srca. Moč srca tega globokega kozmosa, ki gre tako na živce tem. Ker to rečemo neoliberalizem, da se sliši moderno, to ni nič novega. To je čist navadna roparija, to je navaden, prostaški imperializem, ki je pred 500 leti pobešal slovenske tolminske kmete, ki so se uprli tamle, tudi moji daljni predniki, ki je pobijal po vsem svetu in ki mu je v veselje to počel še danes. Tako da res je žalostno videti pravzaprav to. Ali zdaj bom pa skrajšal, sem predolg, jaz tem tudi začel. Časa imamo dovolj. Ura je 15 do 7, do 9 smo lahko tukaj, tako da prosim, v miru govorite, kot da imate... Skratka, človek, ki razume, jaz bi povedal, mogoče sem nekaj stvari o knjigah, ki jih mi delamo, mi smo, odkar smo se prišli izpostavili v teh knjigah z zbirkami Tiger od Simone Weil, Wilhelma Reicha, katerega knjige so bile na zahodu zažigane po sodnem nalogu še v 60 letih v Ameriki. Preko ravno kar izide prihodnji teden bil pozor George Orwella knjiga, ki je tudi tebe navdahana, kje smo, Tomaž, zelo priporočamo branje pred... George Orwell, italijanski filozof, ki je skoraj edini med intelektualci, ampak med levičarskimi pa sploh edini, nastopil proti covidnemu režimu takoj ob začetku. Tako da to, da je Rokova založba oskrbela prevod te knjige, je velik dogodek. Hvala. Ampak ena takih knjig bi tudi omenil na hitro je Vandana Shiva, Ena zemlja, to je v bistvu znanstvenica, kvantna fizičarka in pa najbolj vidna in najbolj udarna okoljevarstvenica na svetu iz Indije. Vandana Shiva, Ena zemlja, eno človeštvo proti 1%, kjer ona natančno skozi številke, in to je bila knjiga, ki je šla še pred humano pandemijo, jasno kaže, ne samo na kremple, ki trgajo po ljudeh in po ljudstvih po vsem svetu, ampak tudi glavo, to glavo kobro zadaj, ki nas hoče zdaj lepo se popraviti. Tamle, če boste kupovali knjigo, mislim, da je, boste kupovali od Cvetke, ki je tudi prevedla to knjigo in napisala spremno besedo. Skratka, te knjige je veliko zanimivih. Jaz sem lepo povem kot zanimivo, da jih je vse težje delati. Papir je vse težje dobiti, cene so vse više, tako da mislim, najbrž ni teorija zelo tam pokaj res. Vse, kar je
neodvisno od digitalnega, oni ne morejo več nadzirati, kdaj mi beremo, koliko beremo in še sploh pa ne, kako smo razumeli, to tlečano ni dovoljeno. Vi morate pač tako, kar vam povedal. Prijateljica iz New Yorka, ki je usposabljala osebje, ne samo na Pop TV slovenskem, ampak tudi na češkem, polskem, je rekla, da je bila to vojska akcije z temi usposabljati. Ker tukaj je šlo za interese, ki so velikanski. Kako so oni lahko v zadnjih 2 letih podvojili, torej najbogatejši svoje premoženje? To ni nobeno naključje. Z desetletnimi prefriganimi potezami, tudi nas Slovenci so globoko zadolžili, vzeli so nam ustavne pravice, vzeli so nam referendumske pravice, recimo 2013, ponižali so nas na nedoraslo deco, ki nima pravice odločati o ničemer, ima pa pravica samo plačevati davke. Skratka, bi omenil to knjigo. Ta krasni nori svet, to je knjiga patra Karla Gržana, ki mi je tudi žal, da ga danes ni tukaj, tako kot tudi mi je žal, da ni profesora dr. Andraža Težka, s katerim smo tudi 2 knjige ustvarjali, ker je izreden borec, boj za zakonitost in ustavnost je zadnja knjiga. Nažalost, vse knjige brez enega samega notice ali intervjuja, torej v gluhi tišini že 2 leti. Tako da se borimo tako, da sami skušamo prenašati dogodke in promocijo. Zadnjič smo imeli novinarsko konferenco na njegovi domačiji, pa smo predstavili tudi projekt Noč knjige, ki je nacionalna, pa smo predstavili letni program za možno sanje, ni bilo niti enega novinarja. Prišel je nekdo, ki se je predstavil kot stopležljivi medijem, hvala Robert. Ta krasni nori svet, patra Karija, ki je tudi naš osebni prijatelj, seveda zelo boli, kako se nas, kaj se dogaja. In se je res potrudil in preštudiral ogromno vero in podal svojo vizijo tega. On nas na teh 440 straneh in skrat 1200 opogami pelje v bistvu skozi cel pekel. Ampak v bistvu skozi boste čutili pa zraven, skozi pa nas opozarja na to, kako v bistvu ta svetloba, ta svečnost vznika in kako je to pomembno. In ta ogen, ko se mi naučimo to prežigati, vendar danes se mi zdi, da vsakič, ko je nova tehnologija, razvojni korak, je to imperializem, rečemo temu, despotstvo, terenko zlorabo. In to da pomeni. In danes je naš drugače. Nažalost, imajo danes na voljo strahotne sredstva manipulacije, ampak nas pa zdaj prosili, da mi tudi svoje strahotne moči, ki nam je do zdaj ni bilo treba to poznati, to je pa tudi moč misli, duha, srca, resnično spoznavno in aktiviramo. In za tega jaz ta njegova knjiga tako nežno boža in v bistvu kratite skozi ta peko pelje v neke vrste nebesne. In te prav poboža in ti daje upanje. Mislim, nobenega razloga za tesnovo in strah. Treba imeti tisto iskrico poguma, kot so imeli partizani, tudi tisti mladi, ki so jih 20-letne ubijali kot talce, lahko začutijo tisto iskro, ker veš, da tukaj gre pa za nekaj precej več. Gre za nesmrtnost duše in resnice in to je tisto, se mi zdi, pri čimer nobena orožja tega sveta ne morejo nič. Zato nobenega strahu, nobene tesnobe, najbolj podlo je to, kar se nas zdaj z antivakserstvom. Jaz mislim, da to, kar se nam danes dogaja, čeprav sem tudi sam, odkar to vem, kar vem, absolutno antivaks, brez najmanjšega premisleka, ampak to, kar se dogaja, logična posledica, to je pa moje mnenje, zahodne racionalne misli, ki je v bistvu vse bolj opuščala temelje, ki so omogočali in zdaj se vračamo preko implozije nazaj tam, kjer so bili pred 1000 leti stari modrci in naši dani predniki in so razumeli kozmos. Jaz tako mislim, no. In zdaj smo sred tega. In danes je še polna luna, ki menda in ne vem, zvezde so ful močne, evo, čas da ustajamo. Hvala za besedo. Torej, jaz ne bi se toliko poglavljal v to knjigo, ki je zloženka v bistvu 2 knjig. Resnica vas bo osvobodila, kajti s Patrom Gržanom so se pač dogovorila, da bolje, da greva vsak, da združiva 2 knjige v eno
kot greva z dvim knjigam na svetlo, kot se po ljudsko reče. Torej, sta dva konteksta. Že kar patra tukaj ni, bom jaz poskušal svoj del malo pisati. Ne bom se poglabljal v to COVID histerijo, ki sem jo spremljal od samega začetka, pa dokaj mi ni udarila cenzura, oziroma prepoved, oziroma vseh teh ukrepov, ki so tudi grozili urednicam, da bodo izgubile službo, če bodo komentarje tekste objavljali in tako naprej. To smo tudi preživeli in šli naprej, ampak ne bi želel vijugati skozi ta slalom COVID histerije, ampak bi nekaj rad povedal, kar je mene motiviralo, da sem se te knjige lotil. In to je, na srečo sem spremljal zelo natančno vse te poprejšnje štorije, od norih krav, pa pol naprej do prvega SARS-a, pa do MERS-a, pa potem ptiče gripe 2.5, pa prašiče 2.9. Torej sem videl, kako so preigravali varianto, ki je pač kulminirala s to COVID histerijo, ki smo bili deležni vsi skupaj. Torej ne bom govoril zdaj o tej knjigi, ki govori, ki praktično je nek komentar, neko potovanje skozi čas, kjer se pač komentirajo dogodki tako v Sloveniji kot v tujini, ker je itak bilo vse sinhronizirano z enega centra. Tisto, ki je mene najbolj motiviralo, je bilo to, da smo izgubili en movens družbe, torej znanost, ki to ni več. Mi nimamo več znanosti, mi imamo samo še tisto, čemu se reče scientia propter potentiam, znanost zaradi moči, dobesedno. Torej, ves ta razvoj dogodkov od korporacij naprej po drugi svetovni vojni je pripeljal do tega, da je ta sprega med državo in znanostjo, ki je peljala nekako do globalnega pojava multinacionalnih korporacij, je ta država padla v drugo ligo moči in imamo zdaj v prvi ligi moči korporativni kapital, ki si je kupil svojo znanost. To je ta njihova znanost, ki deluje čisto drugače, kot je naš prepričanje, da ne bi delovala akademska znanost po principih, da so vsi rezultati last človeštva, ampak korporativna znanost deluje po principih čim prej izumim, da bomo mi patentirali in komercializirali po principu dobiček nam, posledice ljudstvu. To ni več znanost. In potem te isti, ki imajo še en odlomek te znanosti zase prešparan, da se mu reče ekspertokracija, to je pa tista znanost, ki smo tudi mi bili deležni v Sloveniji, to so te ekspertokrati, ki jih plača oblast, da lajdajo tiste popevke, v tem primeru smo bili zastraševali vsak dan sproti. Bilo je par glasnikov, ne več, 5-6 je imeli licenco, to so se prijavili na vseh medijih, to so te ekspertokracija. In ta ista ekspertokracija nam je zapovedovala, verjemite v znanost. Ampak to ni znanost. Torej, kot prvo ni znanost zato, ker je to plačana ekspertokracija, torej so te ljudje podpisali Faustovo pogodbo s hudičem, podali so svojo dušo za denar. Tu imamo zgodbo od Fausta, od Goetheja, to je zgodovinski nauk, da na koncu je hudič po to dušo. In tudi po njihovo dušo hudič prišel. Vsak bo plačal za vse, kar je počel negativnega na tem svetu in koliko je bolečin povzročil ljudem. Torej govorim o tem, da če imamo mi dogmo, in ta dogma se je imenovala COVID histerija in tukaj so bili ekspertokrati, ki so nenehno ponavljali strašenje, dan za dnem, tisoče mrtvih, 100.000 okuženih in milijoni kaj in kaj. Skratka, prva vest na vseh medijih, kako si pregledal, kjerkoli medij, je bilo to, je bil COVID. Ampak jaz bi pa zdaj nekaj drugega povedal. Torej, kot sem že nakazal, bi se rad izognil temu vijuganju med koli, ali pa kot rečemo pri spodobi, če hočemo spoznati celoten gozd, se moramo dvigniti malo višji, da vidimo celoto. Če božimo med drevesi, bomo spoznavali posamezna drevesa, gozda pa kot celote, ko ne bomo dognali do umeli ali pa
zaznali, kako temu rečemo. Dajmo se dvigati in ko se bomo dvigali, bomo spoznali, da ima kakšen fantastičen skupni koren, so imajo vse te igrice, ki so prej bile z pandemijami pa epidemijami in kako je to povezano tudi z nadaljevanjem strašenja, ko zdaj se govori o grozovitem ruskem, bi rekel, sindromu, ki bo celo Evropo v plenu in prestrelu in zbombardiral in kaj. In boste videli, kako se bo nadaljevalo z klimatskimi spremembami. Vse gre za isti scenarij. Ima samo različne podobe. Danes sem prišel prej z vrta, ampak tam nisem zasadil digitalen krompir na virtualen način, da bom pa povedal transhumanistično pripravljenega, ampak kar ta prav krompir, ta prav zemljo. Zato sem tudi precej ozemljen zdaj. In mi je padla na misel ena čudovita stvar, ki je Milan Kundera, moj priljubljen pisatelj, prav na njegov naslov je prišel boj spomina proti pozabi. Ne smemo nikoli pozabiti, kaj so nam delali. Nikoli. Kajti, če bomo pozabili, kaj so nam delali, bomo tudi molčali in če bomo molčali, bomo lepega dne vsi imeli verige na rokah. Torej, ni govor, da bomo molčali, moramo širiti vse to, ne smemo nikoli pozabiti, kaj so nam počeli, kako smo nas poniževali, kako so nas zatirali, kakšno tiranijo smo morali skozi delati. Vsak zase, vemo, kako je bilo. In zato bi eno misel povedal, ker bom tudi še nekaj prebral, ker danes enostavno sem mogel nekaj stvari napisati. Če bomo postali konformistični tepci, torej njihov cilj, kajti manipulirati s strahom, skozi bombardirati ljudi s strahovlado, s tiranijo strahov, pomeni, da nas bodo potisnili med te tepce konformistične, vse božje nekako, se bomo že prilagodili bolje, kdo bi se upiral in tako naprej. Kaj to pomeni? Takrat med krivcem pa žrtvijo, da ni bene razlike več in potem je pot v pekel tlakovana. Pa zapomnite si, kaj vam povem. Ni v izničevanje razlike med žrtvijo in krivcem, mi tega ne smemo nikoli pozabiti. In da bi razdignali iz tega, bom si dovolj en stvar prebrati, ki sem jo napisal, kajti svet se je znašel pred mejo, veste, in če bomo to mejo prestopili, se bo vse sprevrglo v norost. Zdaj živimo trenutno v svetu, kjer norci vladajo, pametni pa norijo. Pa norimo. Norci nam vladajo, pa ste. To so psihopati, to niso normalni ljudje. In ko bomo ugotovili, da imamo opravka s psihopati, da bomo lažje, kot je Rok rekel, bomo lažje preživeli to soočenje, ker opravka imamo dejansko z bebci, ki hočejo iz naš bebce delati. Enostavno ne doumejo več, razen teh svojih milijard, ne razumejo, da še drug svet postoji, ta svet je pa naš in tega sveta mi ne bomo dali, nikoli. Kako je Rok rekel, če so naši predniki šli v vojno proti najmočnejši armadi takratne Evrope, mi smo nas v biološki vojni, boste videli, kako se bo ta biološka vojna nadaljevala tudi s klimatsko histerijo, to je samo še vprašanje, kdaj se bo začela stvar ogrevati, zato prejmo večkrat na masi vidimo na ta covidni gost, in si bom dovolj prebrati. To je še eno moje besedilo, ki je za ta namen sestavljeno. Zgodovina je postala notranja izkušnja slehernega posameznika. Človek je začel doumevati, da ne bo umrl v istem svetu, v katerem se je rodil. Stolpna ura zgodovine je začela glasno biti vse povsod in za vsakogar. Zgodovina se človeku premika pod nogami kot tekoče stopnice. Tako se na hitro stvari dogajajo. To, kar vidimo tukaj, je restauracija kapitalistične družbe z vso njeno surovostjo in neumnostjo, z vso zarobljenostjo goljufov in povspetnikov, ki jih je naplavila štacunarska budalost, ki je zamenjala ideološko topoumnost. Torej, vidno se stvari ponavljajo na drug način. Torej, v Evropi so seveda obstajale velike majhne države,
obstajajo narodi, ki domujejo v pogajalskih dvoranah in narodi, ki vso noč čakajo v predsobah teh dvoran, kaj se bodo te veliki zmenili. Vzhodna Evropa je za velike narode evropski orient. Ti narodi nikoli niso bili gospodari ne svojih usod, ne svojih meja. Redko kdaj so bili subjekt zgodovine, skoraj ves čas so bili njeni objekti. Po prvi vojni je na ruševinah Habsburškega cesarstva vzniknila vrsta neodvisnih držav, 30 let pozneje so se vse razen Avstrije znašle pod ruskim gospodstvom. Zamisel Srednje Evrope je razkrinkala jansko laž, to umazano kupčijo med tremi zmagovalci druge svetovne vojne, ki so tisočletno mejo med Evropskim vzhodom in zahodom za več 100 km prestavili proti zahodu. Srednja Evropa je na moč podobna Latinske Ameriki, to sta dvoja obronka zahoda, dvoje prezrtih, preziranih in zapuščenih pokrajin, dvoje zavrženih ozemelj pod silnim vplivom baroka, tako kot v Latinske Ameriki, ki so ga prinesli tja zavojevalci. V Srednjo Evropo pa krvava proti reformacija. Večkrat zgodovinskega diskurza je dobro, da se bomo videli, kako smo prišli v te situacije, ki smo danes. Nova EU se je rodila iz neznanskega poraza, kakršnega v zgodovini še ni doživela. Tukaj je bila prvič premagana Evropa kot taka, Evropa v celoti. Najprej je premagala norost lastnega zla, posebej v nacistični Nemčiji, potem pa ste jo osvobodili z ene strani Amerika in z druge Rusija. Osvobodili in okupirali obenem. Obstoj odporniških partizanskih gibanj, ki si ga omenil, ki so vse posod bojevala proti Nemcem, ničemer ne spremenili bistva. Nobena evropska država se ni osvobodila zgolj z lastnimi močmi, le ena se je osvobodila, to je Jugoslavija. Osvobodila je lastna partizanska vojska in zato je bilo treba 1999 dolgo tedne bombardirati srpska mesta, da bi tudi temu delu Evrope vsaj a posteriori vsilili status premaganca. Osvoboditelji so okupirali Evropo in tako se je pokazala sprememba. Evropa na konč pojem kulturne in vojaške superiornosti je zaznala svojo majhnost. Tu se je nekaj znašla Amerika in določala novi način, kako se počutiti Evropejca, kajti amerikanizirani Evropejci izgubili svojo identiteto. Predmet spopadov ni bila več prihodnost, ampak preteklost. To sem zato povedal, da prepoznamo, da danes nimamo opravka z vojno Rusije proti Ukrajini, ampak z vojno Amerike proti Nemčiji. To je vojna Amerike proti Evropi. Kajti gre za energetsko zapakirano zadevo, veste, da je pod prisilo bil severi top 2 precvigan. Nemčija je zaprla svoje jedrske elektrarne, toliko o zelenem preboju. Nemčija je brez energije zdaj in še ob ruski plin in nafto je, torej Nemčija je na kolenih. Kako se bo nemški narod odzval, ne vem. Moramo vedeti, da smo mi pod izvajalci Nemcev precej na spolskem terenu zdaj, kajti večina naše industrije je nemška podizvajalska zadeva, tako da lahko vidimo, kaj se nam pripravlja. V bistvu gre za to, da je Jalta 2 že podpisana, da v Jalti 2 imamo na eni strani Ameriko, na drugi strani Rusijo in na tretji strani Kitajsko, Evrope nikjer ni. In da ta drhal, ki paradira po Bruslu, nima nobene legitimnosti, ker je nihče ni izvolil. Evropske dežele upravljajo vsi kadri, ki so bili šolali v Davosu, od prvega letnika leta 1994, ki je Bene Klavac šolaka tam, do vseh teh perl Makrona, pač Trudeau, Kanadi, Alde, Nove Zelandije in tako naprej, torej so vsi šolani kadri iz Davosa. In od njih pričakovati, da je demokracijo dodano. Torej pravim tako, boj spomina proti pozabi, ne smemo nikoli pozabiti, kaj se je dogajalo. Ne v zgodovini, ne kaj se nam počeli, edin skozi to optiko, da ne bomo pozabili, da
Že nekaj eno knjigo napisal, veste, če bomo molčali, bomo po lokalni govorili. Sem takrat ni bilo vprašanje biološke vojne, v kateri smo zdaj, ampak je bilo vprašanje kemične vojne proti ljudem, torej industrijsko kontaminirane hrane, ki je strahovit udar naredila na plodnost in na moški libido. Torej, kje je ta uporni duh, kje je upornik, kje so te novi borci, kje so na računalniku, tipkajo, ekran gledajo, na Google iščejo odgovore na vprašanja. Torej, vidimo, da je ta infantilizacija, ta potrošništvo, ta digitalizacija v bistvu totalna odprava moškega principa. Govorimo o tem, kje so mož besede, kje so možje. Ne čudno, da so ženske obupane, ker ne najde več, da pravi ljudje. Na toj strani čaka nas neizprosen boj, da povem, nobene milosti ne bo. Nobene milosti ne bo. Olajšavo nam je samo to, da imamo opravka s tepci, pa s psihopati. Torej, to nam je veliko olajšavo. Dejstvo pa je, da če je danes bil omenjen Klaus Schwab, ki je znamenito opasko nacistično rekel, se boste pa vsi, ker ne boste nič imeli, boste pa srečni. Jaz predlagam, da mi njim vzamemo, pa da bodo srečni. Beseda je tvoja. Nič ne vem, da bi imel kakšno besedo. Jaz povem. Če si pozabil, sem te spomnil. Prosim. Ne, še vedno nič ne vem. Imam sicer nekaj napisan, kjer sem mislil v 3. uri nekaj povedati oziroma nekaj prebrati. Branko, ojunači se. Vse si junak. Je popolnoma primerno, pač jaz sem dejansko napisal, pa izdal aprila 20 že eno knjigo Kronika Kuker Koronika, ki je založba Pilske zdaj ni. Izdala nima nobenega izvora, celo audio knjiga je nekje, kdor zna to naročiti, si jo lahko naroči, ampak glavno takrat sem bil še ironični opazovalec človeške neumnosti, pa sem to tako zapisoval. V enem letu so iz mene naredili aktivista, v naslednjem letu bom pa mogoče že tisti, nam rekel več knjiga je orožje, primega v roka, vam rekel bomba je orožje, vrzi ga iz roke. Bom pa prebral nekaj čist za uvod naslednjo, ker nimam nobene knjige, da bi kakor vem, nimam nobene knjige, da bi Tu si avtor. Kaj? Tu si so avtor. To si ti tudi avtor, to je že ti predstavljam. Jaz bom prebral nekaj, kar sem si pač pripravil, za 3. ura, sej 3. ura se že začela. In mislim, da je zelo v temi tega, kar smo zdaj govorili. Pravzaprav, jaz sem si predstavljal, da bo drugačne, da bomo vsi mi, ljudstvo, prišli pa vsak svoje jade, da vsak se bo izjavljal, vsak bo svoje srčne bolečine izrekel in tako naprej, in da bojo nastopili 3 minuti in pa tako na vsak odcep. To sem zgubil ta vojno z genialnim organizatorjem in to vedno zgubim. Takole gre. Mama, pošiljam ti pozdrav. Pod bukvo v grapi ležim in mi je prav. Med korenine sem ujet in čakam, da zasine žarko jutro čez moj temni dom. Sapi, ki jih tiska suhe veje nad grobovi, sem naročno naj te potolažil. Saj nisem sam. Z menoj na mrtvi straži so še drugi fantje, kot sinovi istega očeta smo. Ko se zmrači, zapojemo skozi prst v domovini in pojemo, dokler se petelini ne oglase in ki jutro zazvoni. Ne skrbi. Jaz sem zadovoljen. Naložili so čez me listja in zrahljali z glavje tovariši in so odšli. Ostal je z mano ne še križ, ki so ga zbili iz vej in pesem, ki so z mano v grob jo dali. To pesem pojem, pa v dekletih, saj smo še vsi mladi in v tistih letih, ko v srcu preveč vre, da bi molčali. Pa z Bogom. In nikar preveč ne joči, mama. Se veš, tvoja bolj bi me preveč težila in tiho srečo v grobu bi kalila neznosna misel, da si sama, sama. Ivo Minati, pismo materi iz groba.
glede časa, danes imamo dosti časa. Ja, hvala. Danes imamo dosti časa, lahko smo sproščeni, ni časovne stiske, mi imamo še 1, 2, 3, 4. Mi imamo še 6-7 govorcev, tako da zdaj, ko jaz končam, bomo naredili pauzo, če še kdo želi podpisati, lahko potem nekatere knjige, o katerih so govorili naši fantje, potem tam kupite, potem bomo pa imeli drugi del, kjer imamo še nekaj ljudi zapovedati, potem pa pride še tudi največ ta tretji del, če bom to želel kaj povedati. Seveda pa, prosim, 8:45 moramo dvorano sprazniti, drugač bom jaz kregal. Ura je 8, zapiramo, prosim. No, tako, gledajte, prva knjiga, ki smo jo izdali, je bila Koronska kriza pod drobnogledom empirične znanosti. Ta knjiga je bila spomladi in je bila na slovenski agenciji STA, je bila pol ure. Pol ure je bila na STA-ju, prijatelj je prišel na rekel, na STA-ju smo, ne, in potem ni bila več. To se pravi, za mene je neverjetni znanstveni izziv, kako je možno, da so ljudje v celi družbeni sferi pokleknili pred tem zločinskim načrtom COVID-a. Kako to, da noben ni rekel? Jaz se tega ne grem. Meni je to nepojmljivo. Pa ne več ne bom nikoli tega dojel. Skratka, druga knjiga je Prebojeni iz koronske prevare, kjer sem jaz povabil soborce in soborke, da damo, bi rekel, na papir, izlijemo srce, kako mi kot ljudje doživljamo koronsko krizo. Jaz mislim, da to je en zelo pomemben aspekt, kajti za vidika klinične znanosti, za vidika empirične znanosti, za vidika sociologije, vemo, da je to zločinsko dejanje. Ne? In nastala ena lušna knjigica, in še jaz predal 3 vrstice, pa neham. Prebuditev Slovencev iz koronske prevare je temelj našega preživetja. Prebojeni bomo uspeli preprečiti nadaljevanje koronskega zločina z uzakonjanjem obveznega cepljenja, ki ga pripravlja Svetovna zdravstvena organizacija pod neposrednim vodstvom Billa Gatesa. Ključnega pomena je, da se Slovenci na aprilskih volitvah povežemo in si izvolimo nove predstavnike, ki bodo ostali na strani naroda, zdravja, zdrave pameti, spoštovanja ljudi in ohranjanja suverenosti naše države. Slovenija ni last korporativnega kapitala. Slovenija pripada Slovencem. Tako da seveda so te volitve 24. aprila so po mojem ene najbolj ključnih volitev v zgodovini našega naroda. Dosti, ki smo za tem omizjem, pa tudi dosti ljudi, ki ste v publiki, nekateri tudi niso prisotni, smo delali na tem, da bi prišlo do enega političnega povezovanja, da bi ustvarili skupni enotni protikoronski blok, ki bi lahko potem na volitvah pridobil, po moje oceni, tam 20-30% sedežev. No, te zadeve nismo uspeli realizirati. Zdaj, po presoji, rekel, čiste logike, ne, volite tiste stranke protikoronskega bloka, za katere imate največ informacij, da bi jo prišle v parlament. Kajti v dani situaciji voliti nekoga, katerega glas bo izgubljen, je izredna škoda za slovenski narod in za slovensko državo. Ne? Tako. Se sem povedal. Oprostite, nismo pričakovali, da se boste združili res to, kar ste vi rekli, da bo, ampak zdaj pa na eni strani vidimo neko
našo prihodnost, dobro državo, po drugi strani ne strankarsko ljudsko listo. Tudi tam pravijo, da jih je 5, tukaj, da jih je 5 združenih. Jaz sem čist vegana, pa dokaj spremljam to, ne vem, kako... Ja, gledajte, gospa, zdaj, prvo stvar moramo zdaj razumeti. Mi, ki smo na tem omizju, smo bili tisti, ki smo želeli združiti, mi se ne moramo združiti. Ja, Greta Bulc pa pravi, da se ni dalo združiti. To po pauzi. Ja, gledajte, dajmo to mogoče res po pauzi. Skratka. Dobro bi bilo ljudem sugerirati, ker jaz imam šero, ker sem jaz na njo, ker jo sploh ne zanima. Bo že nekaj. Ne, gospod, ne bo nikak, ne bo, mi bomo mogli to stvar rešiti. Zato bi bilo dobro, da sugerirate malo mladim mogoče. Ja, ne, se bom odgovoril, gledajte, zdaj se ne mislim tu skrivati. Jaz sem že večkrat javno rekel, da bom jaz volil stranko Resnico, tako bom tudi volil, čisto iz preprostega razloga, ker ima ta stranka največ možnosti, da se na volitvah prebije v parlament. Tu je potem seveda še ljudska lista, tu je potem še dobra država, še nekaj strank je. Kot sem ga rekel prej, ne smemo si dovoliti, da ne bi, da bi naši glasovi padli v prazno. Zdaj, eno stvar, zdaj to je malo osebnega, moram tako povedati, da potem, ko sem jaz pač rekel, da bom volil Resnico, so nekateri ljudje v Sloveniji, s katerimi sem 20 let prijatelj, me nočejo več videti. Dvorana je prazna zaradi tega. Ja. Poglejte, to zdaj izraža, ne, dvorana ni prazna, dvorana je na 3/4 polna, ampak nekaj vam moram povedati. To odraža izredno nizko kulturo slovenskega naroda. Jaz se nikoli ne bi skregal s prijateljem glede tega, koga bo volil, ne razumete? Ne, ti postaneš sovražnik. Pa čeprav, jaz kot fizik vam povem, treba je dati seno konju, ki je močan. Se razumemo? Ne? Jaz ne vidim več te neke transcendentalne filozofije. Ne? Pa še to vam povem. Držimo skupaj, ljudje Božji. Držimo skupaj, ne kregajmo se, ker nas bojo zradirali bojo naš narod. Mi smo sedeli tu 2. aprila, ok? Sedeli smo tu 2. aprila, bilo je 5 predstavnikov strank. Jaz sem imel že takrat namen, da bom izpeljal to povezavo, pa mi ni uspelo. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so vsi dvignili roko. Suverenost Slovenije, prehranska samostojnost Slovenije in konec covidnega režima. Ko sem pa in nepokorščina, ki je predlagal Branko Gradišnik. Ja, zato, ko bo prišel čas, bo dobil borčevsko penzijo, obljubljam Branko. No, poglejte, in potem je pač meni bilo v srcu, da je taktno, da se izoblikuje da se izoblikuje deklaracija, ki pomeni potrjujemo izrečene besede. Se razumemo? Ne? Logično nadaljevanje nekega toka. In zato smo potem jaz za te deklaracije pisati, rekel, ne znam, sem prosil dr. Mastnaka, pa Brankota, ki sta potem še to razširila, da so to ljudje preko napisali in da smo to danes podpisali. Ne? Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je neverjetno to, da ko sem jaz povabil na podpis, je v roku 2 ur poklical Zoran Stevanović in rekel, podpišem. Se razumemo? Je poklical Šiško in rekel, podpišem. Ostali so začeli pa filozofirati, da te glava boli. Ne? Zato, če sem povedal, koga bom volil, seveda, če bo kdo volil ljudsko listo, super, tudi ljudska lista je protikoronsko usmerjena in deklarirana, ampak eno moramo razumeti, držimo skupaj, ljudje Božje, drugače nas ne bo več. Če se to glasovi se bodo
Pa zdaj jaz izkoristil še dejansko tisti, če imam en nastop v plusu, pa bom razložil svoj glas. Jaz sem se seveda, en velik argument je bil to, da 3 od 5 tako imenovanih antikovidskih list za 3 niso hoteli podpisati deklaracije, ki ni nič drugega kot tisto, kar sem danes jaz prebral in kar v svojem srcu najbolj veste, da normalen človek lahko podpiše. Normalen človek, kaj še ne borc proti kovidskemu režimu. Tako da 3 ne verjamem toliko, kot je črnega za mojim mezincem, pa sem ga zdaj šel v kopalnicov zdrgati. Ne verjamem, nobenega razloga ni, da bi verjel. Za druga 2, en je onemogočen s protiustavnimi sredstvi, oziroma svinjarijo bank, ki niso dovolile, da se mi užiro račun naprej in nastopa samo v 3. Žal, nastopa samo v 3 enotah in zaradi tega kratkomanj nima šans, da bi prišel do 4%. Potem ostane Stevanovič. Zdaj pa tako, da se razumemo, o vseh, tle vlada kognitivna vojna, vojaška, psihološka vojna, specialne operacije, o vseh sem dobil podatke, da so agenti Janše, globalistov in tako naprej. O čisto vseh, z različnih koncev. Kaj sem lahko naredil? Naredil sem lahko samo tisto, kar je naredil Pascal, ko se je sprašval, naj veruje ali ne. On je rekel, ne vema je Bog ali ne. Zato ne vema, naj verujem vam ali ne. Ampak če Boga ni, potem to, da verujem vam, ne bo zaradi tega nič poslabšalo moje končne situacije po smrti. Če pa Bog je, pa če ne verujem vam, bo pa to poslabšalo mojo potencialno dobro situacijo po smrti, ker nam prišel v nebesa, ker ne verujemo Boga. Se pravi, da bom ne glede na to, Bog je ali ga ni, bom veroval vam, ker se mi to splača. In ne glede na to, a Stevanovič, ki ima edini dejansko realne možnosti, ne samo realne, velike možnosti, da pride z velikim procentom, ker to, kar berete zdaj po anketah, to pobirajo spet agenti, ki telefonirajo samo stacionarce, samo ljudem, ki uporabljajo stacionarni telefon. Dvignete roke, kdo uporablja danes stacionarni telefon? Če je kakšen klem, bravo. No, to boste vedeli, telefonirajo ljudem, ki na Dolenjskem imajo izkaznico SDS pa stacionaren telefon. To je neka kombinacija, to je dvoje. To sem zdaj na 55 let v kognitivnem razpadu. No, in Stevanovič ne pride na 4%, 5% in tako naprej, zaradi tega, ker ne kliče njegovih voljivcev. Če grem po cesti, pa se malo pogovarjam, se mi pa oglašajo. K meni prihajajo, prepoznajo me na cesti, pa prihajajo k meni, pa mi povejo, koga bodo volili. Če je Stevanovič agent Janeza Janše, potem s tem, da se dal njegov glas, nič ne zgubim. Ker bo itak tako, ker potem so vsi v pizdi materni. Če pa ni, če je pa poštenjakar, kar nisem osebno, ker sem z njim pred 14 leti nekaj govoril, pa še enkrat sva se dobila in sem govoril in mislim, da je dobro odgojeno srpsko dete. To pomeni poštenjak. Če pa je poštenjak, pa mu rata, pa samo dobim. In zato to pa stari na Boga stavim na Stevanoviča. Hvala lepa. Še nekaj odavljaj, zdaj res zelo pomembni trenutek. Prva stvar, jaz sem podpornik vseh protikoronskih strank. Se razumemo. Ampak vam bom povedal eno drugo zadevo. Kaj so mene ljudje v zadnjem mesecu spraševali? Pa to so nebuloze za na psihiatrijo. Da kaj Stevanovič, da kaj je on to? Mislim, kot da je človek kriminalec. Kaj so mene ljudje spraševali glede Gregorja Kosa? Mislim, nebuloze, ljudje božji take nebuloze, da glava boli. In tudi to, kar smo lahko brali, ne vem, medijev o Gregorju Kosu, ne vem, kak je agent, pa da je pa vse nekaj, mislim, to so nebuloze. Gregor Kos je dober človek, je zvest slovenskemu narodu. Stevanovič isto in mislim, da tudi večina, ali pa vse nekaterih predstavniki, ki so v teh protikoronskih strankah. Ljudje pa imamo,
Jaz ne vem, kaj je to v psihologiji. Mi imamo neverjetno domišljijo, da so ljudje slabi. Pa to je neverjetno, kakva psiha je to v Sloveniji. Jaz sem živel v Nemčiji, sem živel v Indiji, sem živel v Turčiji, pa tega, to imamo samo mi, ta gen, mi imamo en gen več. Nemci mi rekli, da je nemško-turški agent. Ne. Mene so obsodili, da sem bil pri Udbi. Zdaj, če povabiš na srečanje, če ne povabiš, si preklet. Če povabiš, si preklet. Preklet si v vsakem primeru. In jaz vam nekaj rečem, dvignimo se na to patologijo, ker Slovenci smo fajn bili drugač. Ne? Ok. Ampak sam drugač. Ok. Sam en vic povem, preden bo pauza, no. Do nove reče mislim. Izvira iz Indije, no. Malo daljni vzhod. Torej, en piščalko in skozi piska sredi gozda, pa pride en zraven, prav, kako pa ti piskaš, ne? Ja, prav, tigre plešim. Pa prav, se so bili velikih tigrov, ja, a viš, da deluje, ne?